Evo, kot obljubljeno, to je moj T4 Synchro. Jo, lih editiram ta video. En posnetek nisem stisnil play, tako da na začetku naredim predstavitev celega projekta T4 Synchro oziroma cele notranjosti. Pol na koncu pa predelam še luči na Abartu, tako da pogledaj pol do konca. Valjda, stisni like pa subscribe, ne? Ki ga lahko z nekaj potezami spremenim v prelep kemperček. Kaj sem na avtu naredil, odkar ga imam? Obarval sem celega v Raptor Liner, ima terenke, gor na strehi, malo je umazan, ker sem ga dal lihkar iz delavnice, pa nimam vode tle. Na streho sem namontiral sončne celice, da mi lahko fila 100-amperski akumulator, ki ga rabim za hladilnike, vode in vse te stvari. Od zadaj smo namontirali lojtro, da greš lahko na streho. Namontiral sem kljuko, zatemnil sem šipe, namontiral sem tele obrobe tle gor. Ta moj kombi je 2,5 TDI Synchro z blokado diferencijala, ki ga imamo tukaj dol. Ima klimo, ima gretje sedežev, zamenjal sem tale strop, namontiral sem lučke notri, ki jih lahko prižgemo, samo da jih vidiš. In potem sem naredil komplet nov sistem z omaricami. Spet smo tukaj v Venu in verzija notranjosti 2.2. Enega sem že imel. Plan tam po desni strani pa od zadaj goriti, kar je, moram klop prestaviti na to stran. Zid prestavljen, malo nazaj, na fabriških mountih. Zdaj sem pa v snegu in ledu, še pod avtom, tle imam webasto. In moram tle notri zmontirati še en vijak za klop. Druge sem že zrihtal, so tle vmes notri, tako da sem počakal malo, da gre sneg mimo in pol pa akcija, pol pa začnemo delati notranjost. Komaj čakam, da mi ni treba se vlačiti po tleh. Tako pa če si sam, ne? Imaš orodje in pol imaš klop, na katero lahko zmontiraš vse. Evo ga, tudi leva stran izpotapecirana, ta desna tudi. Sem jaz sam ta stebriček, še ta kotek bom naredil, pa tle zgore, da se ne vidi, pol pa grem izolirati tle notri. Jau! Imamo tukaj izolacije, tukaj ni, še malo zaključimo, pa bo. Izolacija leti noro, vrata so spredaj, boki so zrihtani, gagi od zadaj in basto prižgan, pivičke, to je life. Notri je ful vonja po neostiku. Neostik nam daje krila. Ja, boj! Jaz vidim slončke rozaste po zraku. Ok, this is gonna look sick. Še par stvari popravim. Tukaj na robu je odtrgano malo, tako da je to zalepo zdaj. In pol akcija. In evo ga, strop je tudi zrihtan, problečen v isto blago kot tukaj. Zdaj pa naprej. First cuts, boysi. First cuts. Mint. Danes je 20. februar. Setup, dežuje. Jaz delam notri, tako da imam tendico, hvala Bogu, da sem malo pod streho, malo lučk, malo orodja. Danes bom delal pod, se izoliral, dokončal, tepih gor in pol začnem z omaricami naslednji teden. Ga smo na ptički, pički, polovički, imam še tle panele, pa še zaključke zakončati. Pol dam ta gor rob, pol tepih in pol smo. Tam je v bistvu les, tam bo prišlo marce, tako da rabi nekaj fiksno, je za šrofon in zasikano. To pride še silikonom gor in gas. Ok, smo pri paneliranju, tukaj gor. Ta zadeva bo šla tle čez vse to. Čakaj, ne moram zmanjšati, ok. Gre čez vse to in tle notri bojo prišle roletke. Vse to za en sto, da imamo vse iste barve. Tu notri imamo še cel šičo. Lihkar rihtam unega. In pol bo pa res čas, da začnemo marce delati. Ko bo do. Jaz sem spet na temo. Jaz sem razturil komplet hladilnik. S fleksičom. Ker ga bom ugradil tle notri, upam. Pol pa naprej. Evo, delovna akcija. En dela ta sheetbox, en dela moj sheetbox. Vrej bo.
ki ga recimo v prejšnji varianti nisem imel. Namontiral sem vrtljiva sedeža, oba, in tako se obrneta oba sedeža. Naredil sem predalčke, ker spravljaš lahko notri stvari. Tukaj od spodaj imam nekaj elektrike, kontroler za solarne celice, tu sem naredil umivalnik. Zdaj nimam vode notri, ker imam predalčke za spravljanje stvari. In seveda rabiš tudi mizico, namontiraš nogico in si pripravljen na kosilo. Lahko sediš seveda na obeh sedežih, tukaj ali pa na tem tle. Odpreš šipe, da lahko gledaš ven lep razgled. Žal sem v delavnici, ker kombi ni registriran, tako da ne morem iti nikamor. Imam pa še tu spodaj en skrivni predal, ki se mi odpre na stran, vidiš, tako da lahko spravljam tukaj. Ampak zdaj se sprašuješ, kje the fuck spi ta človek, če ima tle sedeže? Samo nekaj potezami se tale zadeva spremeni v cozy motherfucking camper. Tak. Ja, glej to. Pripravljena postelja za posteljne užitke. Še ni vse, poglej. Imamo še mood lighting, naredil sem še te stranske predalčke. Za malo romantike, torej tukaj lahko dostopaš do vseh teh predalov. Tu od spodaj imaš še enega skritega, malo umetnih rožic za vibe. Na tej strani imam dekico notri, vedno rabiš eno dekico, za dati podrit, ne? Seveda tudi zavesice, da se lahko zagrneš tukaj. Gremo pogledati od zadaj. Pa imam tukaj storage space, najbolj pomembna stvar, odpirač za pivo. Druga najbolj pomembna stvar, sekira in lopatka, če moraš iti kakat. Glej ta vajbič notri. Se ti odpre še en lep predal. Recimo sekiro gor, imaš pri roki, če slučajno kdo leti. Ne? Ali ne? Seveda je ta predalček namenjen temu, da si lahko kuhalnik daš na svojo idealno pozicijo, če piha ali ne piha. Tukaj imaš še izvlečni podaljšek. Kuhalnik daš recimo sem, tukaj še malo odlagaš. Tukaj imam en kup enega placa. Kje pa dobiš vodo in kam ti gre? To sem pa naredil skrivni predalček tukaj od spodaj, ki ga odprem. In imam notri dve 10-litrski kanti. Ena je za čisto vodo, ena je za odpadno vodo. In lahko dostopam do njih brez težav. Iz tukaj ven piha super prijeten topel zrak od kitajskega Webastoa, ki je zmontiran od spodaj. Komplet vse v avtu je tudi izoliran pod stropom. Vse okolje za omaricami, za vsemi paneli je 20 mm izolacija. Po tleh imam izolacijo in pa tepih. Po tleh imam izolacijo in tepih. Na tej strani pod omaricami je lesen pod, da se lahko omarice prišraufa notri. In tako to izgleda. Pod havbo se pa skriva mogočni 5-cilindraž, 2,5 TDI, ta dobra 2,5 TDI. Tukaj od spodaj menjalnik, ki sem ga mogel zamenjati. V prejšnjih epizodah lahko pogledate, kaj sem mogel narediti vsem tem, da je na hitrico, po teh lučeh. Jaz grem spet v delavnico nekaj delati. Tiste bremze, ki sem jih zadnjič rešil, so delovale v nulo. Res mi gre na živce krom, tako da probam ves krom iz avta nekako odstraniti. In ena od stvari, kjer je krom in notri v sprednjih lučeh. Vidiš, kako to izgleda? Ideja je, da dam luči dol, jih odprem, pobarvam ves ta krom tle notri.
Torej to črno, ta zgornji del tle. To tle je zažmigovce po moje, je prozorno, to bom pustil. Pa bomo videli, kako bi to izgledalo. Nič, dajmo se lotiti. Mama mia. To je vse tako krhko, da me prav strah, če bojo luči sploh še delale. Torej, kaj moram narediti? Z industrijskim fenom moram segreti vse tle okoli. Načeloma jih lahko daš v peč, sam nimam pečitle. Toliko, da popusti to lepilo, epoksi, whatever je tle notri, da jih lahko odprem, dam to plastiko dol in pol vse notri pobarvam. Evo ga, trajalo točno 25 minut, ma sem jo odprl in zdaj to ostane takšno, kot je. Tukaj pa imam vijakce. Ura 8, mogoče se celo odpeljem domov danes. Zdaj samo upam, da imam tako majhne torkse. Evo ga, le, to je nič zarošena in zamegljena šipca. To je before. Sem za primerjavo, črna pa kromovana cela. Nič, zdaj jaz to zalepim nazaj skupaj. Jo zmontiram gor na uno stran, pa dam to drugo luč dol. To drugo sem tudi odprl. Jo bom na hitrico pobaral, sestavim, pustim silikon, da se malo posuši. Nisem uspel dati zraven, zato ker je silikon kar mehek, pa sem rekel, da raje stisnem skupaj luč, da mi slučajno ne pade leča ven med vožnjo, ko grem domov danes, ker moram iti z avtom, nimam druge. Evo ga, še druga luča je zrihtana. To se malo boljše vidi, je malo manj uničena. Pizdarja. Nič, jo zmontiram nazaj, zmontiram cel avto nazaj in ko že naredijo. No, evo ga. Luči so črne in izgleda fucking ful boljše. Edino, kar me skrbi, jaz v svoji neumnosti nisem pogledal, če dela vse, kar mora delati. Da vidimo, žmigovci delajo. Super, luči delajo. Odlično. Zdaj me malo skrbelo, da bom mogel še enkrat podirati vse. Ful bolj jezen zgleda. Besnoča. Sem vesel. Prav vesel sem leto. Pospravim in grem